Zdravnica Sneža Ulčar je v prvi vrsti čudovita in topla oseba, sicer pa pulmologinja, zdravnica interne medicine, pa tudi terapevtka medicinske hipnoze, ki se poleg 30-letnega dela v medicini ukvarja tudi z različnimi tehnikami preventivnih zdravstvenih pristopov. Danes bo govorila o medicinski hipnozi. Obiskali smo jo v Aurora centru za kvalitetno življenje, ki ga vodi. Dober dan iz Aurora centra. Na Peričevi 23 v Ljubljani se nahajamo. Ukvarjamo se z sprostitvenimi tehnikami in omogočamo ljudem, da lahko spremenijo določene vzorce, poglede na življenje, omejitve, blokade, da začnejo živeti boljše, bolj lahkotno, bolj radostno, brez travm, brez dram oziroma s čim manj vsega tega, da stopijo v bistvu na eno novo življenjsko pot, na kateri ni vse črno-belo, kot je ponavad, ampak se začnejo kazati barve, nastane mavrica, nastane Aurorin sij. In tako želimo, da v bistvu naše stranke, ki pridejo k nam, da zažarijo, zasijajo in tudi odidejo zadovoljne in srečne iz Aurore. Danes se bomo malo bolj ukvarjali z medicinsko hipnoterapijo, kar bi rada tukaj poudarila, ker veliko strank se v bistvu boji hipnoterapije, ker prvič ne vejo, kaj je to, drugič pa v medijih v glavnem vidijo odrsko hipnozo. Samo odrska hipnoza je pač popolnoma drugačna. Pri medicinski hipnoterapiji je pacient še vedno na nek način zbujen, točno ve, kaj se z njim dogaja in tudi lahko sprejme ali ne sprejme sugestije, ki jih daješ. Pri odrski je to malo drugače, tako da to nikakor ni odrska hipnoza in je definitivno bistveno drugačna in deluje tudi terapevtsko, če je to potrebno. In kar čutiš, kako mišice popuščajo, kako tudi v vratu popuščajo mišice. Še vedno slišiš samo zven mojega glasu. In sedaj si zamisli težko levo roko. Tvoja leva roka je težka. Ko je stranka pripravljena, postopoma začneš delati indukcijo, to pomeni uvajanje v hipnozo, tako da jo pomiriš. So različne tehnike uvajanja v hipnozo in ko so v globokem tem hipnoterapevtskem stanju, to se pravi v alfa stanju, se še vedno zavedajo vsega in slišijo vse. In tudi, ko daješ sugestije in metafore, stranka sama izbere, katere sugestije za njo delujejo in bo to nekako vtkala v svojo podzavest, v svoje nezavedno, in katere ne delujejo. In v bistvu imamo na tem področju dostopa do nezavednega in do podzavesti zelo veliko možnosti, da stvari spremenimo, da jih preoblikujemo. Tako gremo lahko tudi v preteklost, v čas otroštva, v čas, ko je še dojenček, v čas nosečnosti. In v bistvu lahko tudi kakšne travmatične dogodke preoblikujemo, jih naredimo drugačne, tako da ta naboj teh travmatičnih dogodkov izgine. Poleg tega je možno v bistvu iti tudi v prihodnost, to se pravi, da ustvariš drugačno prihodnost, da na nek način zbrišeš te negativne stvari v podzavesti, negativne vzorce in vzpostaviš drugačne vzorce. Hipnoza se v terapiji v bistvu uporablja že več tisočletij in tudi vsak glas, tak miren, nas pomirja. In to so včasih stari ljudje, modreci, vedeli in so uporabljali tak pomirjujoč glas, ko so uspavali dojenčka, ko so hoteli pomiriti otroka in tudi v drugih situacijah. In tako so opazili, da to deluje. Medicinska hipnoza se je v Sloveniji začela leta 1962 in sicer je profesor Painter pričel z hipnozo pri porodnicah. Po 10 letih je v bistvu 20% žensk rodilo v hipnozi. Terapevtska medicinska hipnoza je v bistvu hipnoza, pri kateri poskušamo
ugotoviti vzrok za bolezni, zakaj človek zboleva, kakšne ima težave, kako bi se dalo to razrešiti. Ugotovili so, da večino problemov, ki jih imamo, ne moremo razrešiti z razumom, ker če bi jih lahko z razumom razrešili, bi bili že vsi brez problemov. Tako da v razreševanju težav nam lahko veliko pomaga tudi hipnoterapija, tako da se uporablja praktično čisto pri vseh težavah. Je pa pomembno, da vsak, ki izvaja hipnoterapijo, zdaj medicinsko hipnoterapijo delamo zdravniki, zobozdravniki in psihologi, da v bistvu posegamo samo na področja, kjer smo usposobljeni. In ko bova preštela do 5, boš odprla oči in boš spet tukaj in zdaj, z bistrimi mislimi, z mirno glavo, dobrim počutjem, z vedenjem, ki si ga dobila na svojem varnem kraju in potovanju v prihodnost. In 5. Hvala lepa za tako čudovito izkušnjo. Bilo je čudovito. Moj del, kjer sem se šla v cono obdobja in kjer se jaz dobro počutim, je morje, zmeraj morje. Tam si naberem novih moči, razbistrim glavo, umirim se in rešujem težke vprašanja življenjska svoja. Tole je prva izkušnja in izkušnja je bila pozitivna, tako da sigurno pridem na še.